SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-vem podcastu o aktualni temi. Tokrat bo govora o ameriških carinah, pravzaprav o predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu in o njegovih napovedih, koga vse bo ocarinil. Saj veste, najprej je to napovedal Kitajski, potem še Mehiki in pa Kanadi. In seveda ves čas omenja tudi Evropsko unijo, češ da nismo prijazni do največjega gospodarstva na svetu. Po drugi strani pa ima Donald Trump velik vpliv tudi na to, kako se in kaj se dogaja po svetu. Zadnji tak vpliv, ali pa tudi ne, predvsem pa namig, kako si on želi reševati določene stvari, so besede o tem, kako bi rešil problem v Gazi, problem palestinskega ljudstva, dveh držav, o katerem sam noče nič slišati. Pravi, da bi bilo najbolje Gazo kar izprazniti, jo na novo pozidati, potem pa, saj veste, kako bi to šlo. Ampak ker vse to že lahko slišimo v poročilih, vse te izjave, vse te odzive, je morda prav, da se poglobimo v carine, v tem, kaj pravzaprav pomeni, da druga gospodarstva niso v narekovaju prijazna do ameriškega in zakaj Donald Trump govori nekatere stvari. Vemo, da je tudi napisal knjigo, kako se pogaja, predvsem v gospodarstvu, in kaj se potem zgodi. Naj si bo dovolj za uvod. Maja Zalaznik, in lep pozdrav, profesorica z ekonomske fakultete, Bogomir Ferfila, in lep pozdrav iz Nove univerze. Mislim, da ni potrebno, da vaju še posebej predstavljam. Hvala, da sta prišla. Bolj ekonomsko in politično ozadje bomo naredili prav. Saj ne vem, kje začeti, morda dajmo res pri teh carinah, ki so aktualne. Mesec dni časa ima kanadska in pa mehiška vlada oziroma mehiški država in pa Kanada, da se odzoveta na to, kar jim je Trump napovedal, ampak morda čisto še nazaj, zakaj to sploh počne. Kaj to pomeni, da ima Amerika velik primanjkljaj in kako se to pri ameriškem gospodarstvu pozna? A je to v redu za začetek? Najprej hvala za vabilo, še posebej za tako aktualno, res izzivalno temo. Cel svet se pravzaprav danes ukvarja s carinami in s tem, kar Trump vsak dan pove, izjavi, napove. Res je, Amerika v tem trenutku ne izraža prav visoke stopnje gospodarske rasti, 2,3%. To je pravzaprav najmanj od prvega četrtletja 2024. Hkrati ima trgovinski primanjkljaj. Največ se ga je ustvarilo v jeklarski, v avtomobilski industriji, kemična, farmacevtska industrija in to zelo dotika seveda tudi Evropo. Hkrati seveda želi predsednik okrepiti javnofinančne prihodke in narediti industrijo močno. Se pravi, to je nekako taka slika, bi rekla, celovitosti, kar razbiramo iz povedanega in tudi dejanj pa odločitev. Seveda je pa tudi izjemen pogajalec, kot ste že lepo povedal, pogajalske tehnike so mu zelo blizu, hkrati je to tudi medijska prepoznavnost, bi lahko rekla tudi izjemna pozicioniranost, svetovno gledano, in vse to je Trump. Tako da lahko tudi čisto osebnostno vidimo, da je to pač njegov način delovanja, hkrati, ko je nepredvidljiv, je lahko zelo prepričljiv. Vprašanje pa seveda je, kaj take kratkoročne najave, odločitve pomenijo dolgoročno. Ker recimo, ko je leto 2018-2017 bila napoved na jeklu in aluminiju, seveda omejitve in dvigovanja carin, se dolgoročno gledano ni prav veliko poznalo. Res je, da smo bili takrat tudi v obdobju covida, kar je zaustavilo celotno globalno gospodarsko rast. Ampak včasih je potrebno gledati tudi naprej, ne samo kratkoročno. To bo zelo zanimivo zdaj opazovati, ne samo kaj bo Kanada, kako bo Mehika, kaj je že Kitajska odreagirala, ampak seveda tudi videti, bi rekla, ta dolgoročni učinek. Bomo morda drugo leto že razpravljali o tem, ali je res tudi javnofinančni prihodkovni del tako okrepljen, kajti vsaka taka, bi rekla, poseganja v običajno menjavo. V Evropi se trudimo, da je čim bolj prosta, da je odprta, da dvigujemo, seveda pospešujemo poslovanje in ga odpiramo s čim manj po možnosti administrativnih in drugih ovir, seveda ne sodi več v ta sodobni del ekonomije, bolj sodi v tista pretekla, bi rekla, obdobja ekonomske rasti, ko smo se med državami res zelo pogajali o tem, kaj s carinami in kako. Tako da je po eni strani razumljivo, glede na situacijo, po drugi strani pa sodobno ekonomsko gledano seveda obstajajo tudi druge načini in prijemi.
Predvsem pa jaz mislim, da je v tem trenutku zelo pomembno, da evropska gospodarska diplomacija stopi skupaj in da skuša pozicionirati pomembno vlogo Evrope, tudi v odnosu do Združenih držav, kajti do sedaj je veljalo, da smo mi na nek način zavezniški, ne, v tem gospodarskem pomenu besede, tudi do Kitajske, Indije in tako naprej. Zdaj se vse to rahlja, zdaj se pravzaprav ruši. Geostrateško, politično, ekonomsko gledano, ne, ti vzvodi zelo, zelo, zelo spreminjajo. No, prav o tem bova govorila, kaj pomeni, ko, ne vem, vrednost evra pade v primerjavi z dolarjem, kako se Evropska unija lahko odzove, kaj pomeni pravzaprav to za Kitajsko in potem za Evropo, ampak morda še prej ta notranje politični vidik, a vas je, odkar je Trump prišel na oblast, se vrnil nazaj v ovalno pisarno, karkoli presenetilo. Ker vse to, kar je napovedoval prej, o čemer smo tudi govorili tukaj, je v resnici zdaj uresničil. Ja, dejansko Trump tiste napovedi uresničuje. No, glede teh carin, je treba nekaj vedeti, ne. Trump tu uporablja dejansko te svoje pogajalske taktike iz biznisa, kjer je strategija ta, da začne zelo visoko, potem bi rekel, nima pravzaprav natančno določenega algoritma, ampak on po občutku sklene, kdaj je primeren čas za kupčijo in jo sklene. Kar se carin tiče, tu je bilo že veliko doseženega. Prvič, Mehika je poslala nacionalno gardo, 10 000 vojakov na mejo. Drugič, Kanada je rekrutirala plan 1,3 milijarde za zaščito meje, čeprav tisto o fentanilu iz Kanade je popolna neumnost, torej videl sem podatke, da praktično nič fentanila ni šlo čez kanadske meje. Tudi Panama, torej kjer je Rubio imel prvi obisk, treba je tudi vedeti, da Rubio kot Latinoameričan je s tem pravzaprav že nakazal, kakšen je Trumpov prioriteta v zunanji politiki, Latinska Amerika. In tudi pri Panami je dosegel to, da je panamski predsednik odstopil od predhodnega dogovora s Kitajsko, o, bi rekel, kitajskem vplivu, ampak kar hočem povedati, jaz sem se pred kratkim se vrnil iz Floride, bil sem tudi na Jamajki. Jamajka je nekaj 100 kilometrov daljena od Floride. In morate vedeti, da so Kitajci z jamajško vlado sklenili sporazum, da bo Jamajka ključno pristanišče na njihovi poti v Ameriko. Se pravi, hočem reči, vse Kitajska se, bi rekel, na vsakem koraku pojavlja in Trump bo imel težko delo. Jaz bi celo upal se trditi, da je tu možen nekakšen strateški dogovor med Xi Jinpingom in Trumpom v tem smislu, da bo Trump rekel, ok, jaz se odpovedujem Tajvana kot tistega, bi rekel, neposrednega orožja proti Kitajski in bo od Amerike, od Kitajcev pa zahteval, da pustijo vsaj Južno Ameriko pri miru. Jaz bi se zelo strinjala s tem, zato ker to, kar res pogajalsko dobro zna, je na nek način menjati, ampak tako, da je na koncu zelo dobro za Ameriko, seveda. Zelo dobro se pa tudi zaveda, kaj so strateška orožja in hkrati, bi rekla, strateški manjki sogovorcev po svetu. In tukaj mislim, da je njegova res ena taka izjemna lastnost, videti, oceniti v trenutku in se odločiti in napovedati. Zelo seveda intuitivno. Intuitivno, nima algoritma. Ni neke začrtane strukture, jasnega cilja, transparentnega, ampak v resnici iz svojega lastnega občutka videnja, zaznave njegove, geostrateških in političnih domen so pa seveda izjemno učinkovite in hitre. Zdaj, morda bom res najprej Kitajsko potegnil ven in ta carina, ki že velja, ker Kitajska je bila prva, kjer je napovedal carino in jo tudi pustil 10 novih odstotkov. Kitajski predsednik Xi Jinping se praktično ni javil tako, kot bi morda kdo pričakoval in je Kitajska kot država rekla, mi se bomo najprej pritožili na mednarodno to trgovsko razsodišče. Ampak to so zgolj besede pogajanja še zmeraj, če prav razumemo.
Tudi če oni kaj rečejo, se zato ameriški predsednik seveda ne bo umaknil. Po drugi strani je pa načrt Kitajske seveda tako 10% kot 15% carine, 10% na teh osnovnih uvoznih delih nafta, avtomobilski del, poltovornjaki, kmetijski del in pa seveda plin, premog s 15%. Torej Kitajska zelo dobro ve, kako bi oziroma bo odreagirala in jaz mislim, da se ne bo nič zadrževala, vkolikor seveda stvari ne bodo šle v smer, kot si jo je tudi začrtal kitajski predsednik, kaj ti želi ukrepiti Kitajsko, seveda tudi Kitajska ima v tem trenutku svoja tveganja, tako z vidika gospodarske rasti, kot seveda z vidika pospeševanja znova investicij. Tukaj sta pravzaprav Amerika in Kitajska nekako se znašli na istem bregu, kar se tiče predvsem investicijskih rasti in neposrednih investicij, zato ker tudi Ameriki so precej padle. V tem trenutku samo na stanovanjskem delu vidimo te rasti. Kitajski se zelo zavedajo, da je treba znova narediti ta pospešek, da bodo dvignili gospodarsko rast. In tukaj se mi zdi, da imata verjetno zelo podobne načrte in hkrati tudi zelo jasno menjalno sliko. Tako da bi rekla, da Evropa se bo morala zelo modro postaviti. No, to sem ravno želel vprašati. Da ne bo z obeh strani zdaj, oziroma še Indija neizmerno raste. Ampak lahko profitira. Morda, če vidimo to vojno, zaenkrat še ni omenjena Evropska unija direktno, saj še bomo prišli zagotovo na vrsto, ampak zdaj je načeloma ta bitka med Kitajsko in Ameriko. Ali lahko Evropa tukaj ponudi Kitajski še kaj več? Ali je ravno to tisto, česar Trump tudi ne bo dovolil? Zdaj gospodarsko moramo povedati, da mi smo zelo kot Evropa, veliko naših enot ucelili na Kitajsko. Da se nekatere že kar vračajo prav iz razlogov, ki smo jih prej omenjali. Tako da v resnici je Evropa v enem delu zelo odvisna, v drugem delu pa lahko seveda ponudi spet nov strateški razvoj, znanje in tehnologijo, inovacije, če seveda je tudi dovolj zavarovano. In zdaj tukaj je to kolebanje Evrope popolnoma razumljivo, kako zaščititi svojo konkurenčnost, ker vemo, kaj se je že zgodilo. Tako. In na drugi strani seveda vendarle dobro sodelovati s Kitajsko, kjer pa kot rečeno smo odvisni v nekaterih predvsem dobavnih delih, v polproizvodih, v nekaterih surovinah in tako naprej. Tako da tukaj pa je Evropa v šibki poziciji in seveda bo morala najti ta svoj učinkoviti kompas. Zdaj von der Leyen govori o kompasu, te rasti, tudi na področju izhodiščno iz Draghijevega poročila, ampak zelo hitri, konkretni in učinkoviti moramo biti. Namreč produktivnost Evropske unije, produktivnost dela je približno polovico manjša od ameriške. Če pa pogledamo Kitajsko in Indijo, pa sta v zadnjih 2 desetletjih skupaj so ustvarila več kot 50% dviga te produktivnosti. In tukaj vidimo to realno ekonomsko sliko, kajti v zadnji vse konkurenčnosti in seveda doseganje rasti je seveda, kje smo na ravni produktivnosti. In zdaj spet vprašanje za vas. O Elonu Musku smo že pred volitvami nekaj govorili, zdaj je vendarle stopil tudi v to svojo pisarno, kjer je dobil svoje ministrstvo, svojo nalogo. Razburja seveda, ker je, mislim, da so mu pripojili tudi en urad, ki ga je odprl že Obama za digitalizacijo, s tem je dobil, mislim, da okrog 7 milijard še dodatnega denarja, da bo lahko zmanjšal vse stroške, zdaj se že pošiljajo jih na dopust, ukinjajo se nekatere službe. Draghijevo poročilo je govorilo o tem, da smo v Evropi preveč birokratizirani, v Ameriki je bila to ključna točka kampanje, kjer je Elon Musk rekel, sam bom poskrbel za to. Kako gledate na to, kar se zdaj dogaja, ko govorimo na primer o začetku, seveda, saj še ne vemo, kam bo to pripeljalo, ampak o začetku dela Elona Muska pod Trumpovo vlado. Zdaj, tista, bi rekel, racionalizacija, obljubljena racionalizacija 2000 milijard je verjetno iluzorna, tudi Elon Musk je potem to znižil na 1000 milijard. Vedeti moramo, da je celoten proračun 7000 milijard, se pravi, da bo to zmanjšala tretjino. To ni realno. Druga stvar, ki mi je padla v oči, je bilo to, da je Trump za vodenje te agencije predvidel Muska, in predvidel je tudi nekdanje republikanskega predsednika kandidata Ramaswamija. Musk ga je že takoj odpustil.
Se pravi, tu je Musk rekel, potegnil poteze po svoje. Potem sem tudi videl, da je, ko je Trump govoril in predlagal nekaj v zvezi z umetno inteligenco, je Musk takoj odgovoril, to ni mogoče. Se pravi, tukaj imamo, bi rekel, na dva velika egota, najbogatejšega zemljana, Trumpa, vprašanje, čigav ego je večji, ne? Ampak tu je možen, bi rekel, spopad teh egotov in tako da to je zdaj šele čisto vse na začetku, ampak vprašanje je, koliko časa bosta Trump in Musk lahko sodelovala. Je pa res, da je Trump tu med, bi rekel, po naročilu Muska verjetno, sankcioniral vlado Južne Afrike. In sicer spet, jaz sem tam kar nekaj časa bil v Južni Afriki, to je ena izmed najbolj kaotičnih afriških držav, kaotičnih zaradi tega, ker tam praktično, torej črnci imajo oblast, vendar pustili so belcem ves kapital, tam imamo eno ogromno črnsko večino, zelo revno manjšino belcev, ki so bogati, ampak belci so izredno slabo zaščiteni in Trump je prav, bi rekel, zaradi tega napadal vlado Južne Afrike, ker ne ščiti dovolj belcev, ki tam vseeno imajo še lastništvo in torej se pa množično izseljujejo. Izseljujejo, jaz se spomnim, po Afriki ti lahko najdeš številne hotelčke ljudi, ki so se izselili iz Južne Afrike in potem tam ustajajo pa v Afriki. Dodajva samo, da potegneva, zakaj se Elon Musk ne bi za to zavzel, ker sam prihaja iz Južne Afrike. Ker sam prihaja iz Južne Afrike, absolutno. Ja. No, in zdaj bom kar nadaljeval to, ravno ta racionalizacija ali pa varčevanje. Vemo, da se je v Ameriki oziroma da je predsednik Trump podpisal tudi ukaz o ukinitvi agencije, ki je skrbela za to je bila nekakšna podaljšana roka Združenih držav Amerike, za polnomočenje žensk, za razdeljevanje humanitarne pomoči, ampak s tem je Amerika krepila svoj položaj. 20 milijard se mi zdi na leto je to ostalo, zdaj so že odpoklicali delavce, naj se v mesecu dni vrnejo z celega sveta domov. Vendarle v Ameriki iščejo, kako bodo zmanjšali to birokracijo, pa naj si zdaj kdorkoli misli karkoli, ampak načeloma je bila to obljuba. To moramo narediti tudi v Evropi, saj to je pa tudi v poročilu pisalo in to nam govorijo v Evropski komisiji zdaj že 8 let. Lahko rečemo, da je to največja rak rana rasti in razvoja Evrope, da omejujemo na nek način sami sebe. In dragi, v poročilu je to zelo lepo odstrlo. Jaz mislim, da imamo tukaj ogromno za narediti, prav zato, da bi dvigovali konkurenčnost dolgoročno in kot povedano, v resnici moramo strniti sile, povečati kapital na zaposlenega v tem razvojnem smislu, tam moramo tekmovati. Zato pa je potrebno sprostiti seveda marsikaj v poslovnem okolju, predvsem pa vsa poslovna okolja narediti predvidljiva. To je prednost Amerike. To je prednost pravzaprav tudi tega, da vemo, kaj nas čaka na Kitajskem. Ali pa vsakič vemo, ko stopamo v eno od evropskih držav, je predvidljivo, ni predvidljivo, kaj se bo z našo investicijo zgodilo, ali bomo pridobili gradbeno dovoljenje, vzemimo naš primer. Tukaj ima Evropa veliko še šibkosti in tukaj je manever za izboljšave nenehen. Je pa res, da seveda Evropa s to svojo socialno politiko, z odnosom do človeka, spoštovanjem človekovih pravic vendarle ostaja in bi rekla, pozitiven otok tega sveta, ki pa seveda zahteva tudi toliko in toliko sredstev in toliko ohranjanja drugega načina produktivnosti, ker dajemo seveda to ravnotežje med človekom in kapitalom. To se mi zdi prav, mora pa biti dobro uravnavano in seveda mora biti tudi dobro usmerjeno v razvoj. In z birokratizacijo, z krepitvijo državnih aparatov v smislu povečevanja zaposlenih in hkrati neučinkovitosti in neuspešnosti tega, si ne naredimo dobro. No in zato ima seveda tudi Evropa ta izziv dvigovanja produktivnosti, konkurenčnosti, posledično tudi zato, ker na nek način si je zadala to noto, da je družbeno odgovorna, socialna, zeleno v čim večji meri. In to pomeni, da potrebujemo dovolj kapitala. Tu je treba samo še dodati, sem pozabil prej povedati. Trump je odpustil oziroma dal možnost, da odidejo tudi praktično ciljni uslužbenci, FBI-ovski uslužbenci,
in verjetno tudi tema tajna služba. Torej dejansko tu gre za zamere. Torej tisti, veste, kjer je podrobno spremljal tisti njegov poskus atentata prvi, tisti je bila taka šlamastika in zdaj se tudi oglasil eden od teh tajnih agentov, torej, ki je ravno tako rekel, da je del odgovornosti za atentat absolutno nosilo neustrezno varovanje. Vemo, FBI je bil proti Trumpu že takrat, ko so rekli, da je kovček od Bidenovega sina Hunterja nekaj z Rusi povedano, je bila čista in tu bila verjetno tudi CIA vpletena. Enako je potem, ko je Trumpa napadla Hillary Clinton še za časa prvega mandata, češ, da je pijančeval v Moskvi, da spet CIA. Tako da Trump ima tukaj, bi rekel, močno neporavnane račune in s CIA in FBI in s tajnim Secret Service, tako da tu absolutno izvaja temeljito čistko, odpustil je že praktično vse voditelje. Je pa seveda res, zdaj, če je CIA in FBI, bi rekel, praktično v razsulu, torej neki škodljivi efekti za ameriško notranjo in zunanjo varnost so seveda možni, tako da tu je treba biti pri tem brezglavem odpuščanju. Nekateri demokrati so že izrazili, da takšne katastrofe, kot sta prva 2 tedna Trumpovega predsednikovanja, še ni bilo. Tako da, torej, zdaj moramo tudi vedeti, da demokratska stranka je dokaj zblojena trenutno, ampak zdaj so imeli kampanjo, kjer so izvolili novega predsednika in seveda, Amerika ni Balkan, tu lahko pričakujemo začetek neke sistematične demokratske kritike, nasprotovanja Trumpu, absolutno. To je, bi rekel, samo vprašanje časa. No, kad ste omenili ravno to CIA, FBI, pa morda kakšno razsulo v Ameriki, po drugi strani, pa Trump svoje mišice ali pa svojo moč Amerike vendarle kaže tudi v nekaterih teh težnjah. O Grenlandiji moramo kakšno reči, zato ker je povezana z Evropsko unijo, z Dansko, z varnostjo. Sej ne, da ni Grenlandija ključna za varnost, mi rečemo, zahodnega sveta, ampak način, na katerega se Trump to loteva, je spet ta pogajalski. Mi bomo kar prišli, pa vas bomo prevzeli, potem se slišita z dansko predsednico, pogovor ni bil prav prijazen, je dejal, tudi ona ne, ampak vendarle se začnemo spet ukvarjati z Grenlandijo, ki smo jo vmes malo pozabili. Ja, tle je to, bi rekel, lahko rečemo, neke kolonialne ambicije Trumpa. Torej, to ni samo Grenlandija, spet pravim, tam sem kar nekaj časa preživel z eskimi, poznam notranje politične razmere. Druga takšna stvar, ki je verjetno šla kar nekako mimo, Kanada kot 51 država, poslušajte, to je ekvivalent, 20 poletij sem preživel v Kanadi, to je približno tako, kot če bi rekel, Slovenija bo postala sestavni del Avstrije. Morda so kakšni krogi v Sloveniji, ki bi rekli, da se to bilo koristno, ampak na istem je Kanada, popolna neumno. In seveda, tretja stvar, ki pravi, da bo poslal vojske in okupiral, je seveda ta Gaza. Zdaj, tu je zapletena zgodba, torej urejanje Bližnjega vzhoda je bilo za časa prvega mandata zelo visoko na seznamu Trumpa, tako da zdaj bomo videli, zakaj je upel tega svojega svaka Jareda Kushnera, ki je sklenil 3 zelo pomembne sporazume, potem je pa seveda prišel ukaz Irana, da Hamas napade Izrael in s tem se je končalo. Tako da, kar se Grenlandije tiče, poslušajte, tle je treba povedati to, da Grenlandija prvič ni na prodaj, da je bi jo kupil, tako kot so Alaska, je popolna neumnost. Grenlandija brez Danske, jaz mislim, da ne more preživeti. Jaz sem rekel, tam Danci vsakmu Eskimu kupijo hišo, dajo mu nafte, tako da Grenlandija bi se sesula. Črpanje naravnih bogastev, ki jih Grenlandija ima, veste, jaz sem veliko časa preživel na Arktiki in Antarktiki. Ena naftna vrtina tam naredi, to je belina, to je led, in če ti nafto črpaš, to uniči okolje in to bi vzbudilo zgražanje celotnega sveta. Tako da to ni alternativa. Torej, moje mnenje je, da Grenlandiji po Dansko je najbolj možno, kar je možno. Američani jim sigurno ne bodo dali take, bi rekel, socialne varnosti. Moram pa reči, da mi ni čisto jasno tu, kaj ima pravzaprav Danska. Razen nekdanje, bi rekel, kolonialne, imperialne veličine, od tega, da drži odvisno od zemlje.
Grenlandija in tudi odvisno od zemlje Ferskih otokov. To je, bi rekel, precejšnje breme za danski proračun, koristi pa praktično ni nobene. Morda, če reflektiram Grenlandijo, zagotovo ekonomsko gledano, tam so potenciali surovin naravnih, danosti izjemni. Danska ima to navezanost in se je tudi na nek način borila za to, da lahko je Grenlandija del tega. In jaz mislim, da ne glede na to, kakšno ekonomsko breme to pomeni, je ta nacionalna zavest in seveda pripadnost, povezljivost obojega izjemna in koliko poznam način komunikacije danske prve dame, bomo, mislim, da imeli zelo zanimive pogovore, če bo Trump seveda še želel nadaljevati s tem svojim pritiskom. Je pa to pritisk na Evropsko unijo. In zdaj spet je to taktika, tako kot smo prej govorili. Vzpostaviti nek, bi rekla, otoček, na katerem se pogajamo, v resnici pa v ozadju pripraviti teren za dosego marsikaterega verjetno koraka naprej, tudi v odnosu do Evropske unije. In tukaj bo morala Evropska unija zelo premisliti, če bo res prišlo do vseh teh carin in tudi seveda uvedbe drugih omejitev, s kakšnimi omejitvami bo nastopila Evropska unija nazaj. No pa dejva se zdaj tega lotiti, ker tako smo zato tukaj. Če na primer pride, ne vem, carina 10, 15, 25%, kaj to konkretno pomeni za nekega podjetnika v določeni seveda panogi, potem pa seveda, kako lahko Evropska unija odgovori. Vsake splošne carine pomenijo, da seveda podjetja imajo više stroške, da potrošniki plačujemo dražje uvožene sestavine, materiale, proizvode in da lahko seveda s tem tudi povzročimo inflatorne vplive. To potem seveda posledično verižno vpliva na delovna mesta in tako naprej. Ampak tisto, kar mogoče povemo pri menjavi med Evropo in Združenimi državami Amerike, ker Trump na veliko razglaša, kakšen je primanjkljaj. V resnici, če seštejemo blagovni in storitveni del, to ni, tako rekoč ni nekega strašnega primanjkljaja. Je na blagovnem, medtem ko storitveno je pa tukaj zagotovo prednost. In zato na nek način ne razumem čisto dobro, kje želi zdaj z vsem tem dokazati, kako mora Evropa biti respondivna in seveda priznati, da smo mi v prevladujočem položaju, ker nismo. In zdaj področja, kjer pa lahko Evropa se postavi, moramo vedeti, da veliko multinacionalk zelo dobro posluje na evropskih tleh. Pa ne samo s svojimi predstavništvi, ampak kot obseg menjave je seveda za te multinacionalke Evropa pomembna. In mislim, da je to lahko moment, ko se Evropa lahko pogaja s Trumpom. Tukaj ima seveda Evropa možnost davkov, možnost omejevanja investicij, možnost morda omejevanja pri javne razpise. Ampak vse to znižuje odprtost, transparentnost trga, tega, kar smo vsi skupaj želeli doseči v globalnem svetu, odprtost dobavnih verig. In mimogrede dobavne verige že vidimo, da se selijo. Kako so pospešili uvoz v Ameriko, že vsi iz Kanade in Mehike še predno prišlo do vsega tega. Že ko so bile prve napovedi v volilni kampanji, so podjetja seveda takoj odreagirala. To vidimo, kako trg deluje, kako podjetja delujejo, kapital v ozadju za to, da seveda ohranja svojo vrednost. In tukaj bo morala Evropa zelo razmisliti, kako se postaviti nazaj, kajti na dolgi rok so seveda, če ni pametnih dogovorov in voditeljev, ki to vidijo, lahko hitro tudi potegne kratko, predvsem kot rečeno na materialih, surovinah in na nekaterih sestavnih delih, ki pa so zdaj seveda kar se Evrope in Amerike tiče, treba to povedati. Ta vojna v Ukrajini je spet pokazala na, bi rekel, popolno nemoč Evrope, zlasti na tem varnostnem področju. In zato je seveda tudi dejstvo, da tako kot je Evropa sedaj odvisna od Amerike, že dolgo ni bila, veliko odločitev se sprejema v Washingtonu. In seveda tudi to je razlog, da v bistvu Trump lahko posega v Evropo in smatra, da je to, bi rekel, tudi 51. država Amerike. Seveda druga stvar, ki jo treba opozoriti pri carinah, je to, da bi Evropa bo jasna, tako kot vse druge države, bo uvedla proti carine. In seveda, kar hočem povedati, je pa to. To bo seveda zvišalo tudi življenjske stroške in inflacijo v ZDA. Treba je nekaj povedati. Leta 2024 je bil življenjski standard ameriške družine nižji
kot leta 2019, ko je bilo zadnjo leto Trumpove vladavine. In Trump je seveda to zelo poudarjal. Ne. In zdaj, če bo dejansko prišlo do te carinske vojne, jasno, da se bodo življenjski stroški povečali, ampak, a veste, tu je potem zelo verjetno, da bo Trump to reševal, tako kot je reševal v prvem mandatu, z večjimi proračunskimi izdatki, verjetno bo ustvaril luknjo v javnih financah, v proračunu, ampak veste, te javne finance pa proračun, to je eno tako megleno področje, ki v bistvu ljudje o tem niti ne vejo kaj dosti, ne. Že danes je javni dolg Amerike sorazmerno visok, torej preko 100%, ampak spet tukaj ni nekega soglasja, kaj je pravzaprav tista nevarna meja. Ne. Ti imaš Italijo, ki ima precej več, imaš Japonsko, ki ima več kot 200% glede na kosmati družbeni proizvod, ampak seveda države, kot so Amerika, Japonca, ki ima zelo močno zunanjo trgovino, te primanjkljaje in seveda ta odplačila javnega dolga z lahkoto pokrijejo. Ne. No, in Amerika se je v tem vedno znašla, ne, če sva iskrena, kako reševati svoje javnofinančni primanjkljaj. Je pa morda zanimivo, ne, da centralna banka ameriška v bistvu v tem trenutku ne znižuje obrestnih mer, kar bi pričakovali, glede na to, da želi okrepiti seveda ta razvojni del razvoja industrije, močno industrijo. Ne. Samo so ga pa pred volitvami pa kar hiteli s tem nižanjem. No? Ne, ampak recimo evropski del zdaj zelo lepo reagira z nižanjem obrestnih mer, ne, kar je dobro, ne, da tudi tukaj ne, naredimo eno ukrepitev in priložnost, nove priložnosti. Ne. To bo zanimivo opazovati, kako se bo monetarna politika in seveda tudi odločitve na centralni banki, torej na Fedu dogajale. Zato je pravzaprav ogromno satelitov, ki jih je potrebno združiti skupaj, zato da tudi vidimo, v katero smer gredo učinki. Kratkoročno seveda marsikatero podjetje v Ameriki ne, lahko bolje prosperira, zato ker je seveda bolj zaščiteno, ne, če so carine napovedane. Dolgoročno pa kot rečeno vprašanje, ker ti konkurenčni in geostrateški, predvsem dobaviteljski tokovi se hitro najdejo potem drugo pot, zato da je lahko seveda delovanje poslovno uspešno. On si želi, vsaj ko sem prebiral, katere surovine ga žulijo, no, da bi Evropa kupovala več ameriške hrane, več kmetijskih izdelkov, pa seveda nafte in plina. Ne? Plin, in tudi moramo biti kar iskreni, kar vidimo, ne, napovedal je, želi si povečanje deleža držav v NATO, ne, hkrati seveda želi tudi okrepiti svojo orožarsko industrijo, ne, in mislim, da bo tudi tukaj pritisk na Evropo. No pa še, če smo že ravno pri orožarski industriji, ko govorimo o Ukrajini, ki ste tudi sami jo izpostavili, tudi tu je en zanimiv del. Ne? Prvič smo slišali, da nekdo želi nekaj v zameno od Ukrajincev in to so seveda redke surovine, ki jih Ukrajina tam ima. Pa je Evropa spet izpadla, ne pustimo, kaj je dejal Scholz, da je to nespremljivo, mi pač branimo mir tam oziroma Evropo, ampak Trump je bil pa zelo jasen, ja, lahko vam dajemo denar, ampak bomo pa to potem vzeli. Ja, zdaj, kar se Ukrajine tiče, torej jaz mislim, da Trump dejansko to mir lahko doseže dobro, ne v enem dnevu, ampak zelo na kratko. Zdaj, dejstvo je, veste, nekaj morate vedeti, kljub temu, da mi seveda podpiramo Ukrajino. Ukrajina brez tuje pomoči bi se zrušila, veste, zelo na kratko. Tu se je seveda Putin uštel, ker je mislil, da bo podobna situacija, kot je bila v Moldaviji in v Gruziji, ampak tu se je mednarodna skupnost postavila na stran Ukrajine. Zdaj, ker jaz dobro poznam, da v Ukrajini nisem bil že en čas, zdaj, čeprav v zadnjih vojnah na Bližnjem vzhodu sem bil posod, moram reči, da v tej vojni nisem bil, sem mi na ljub več glavo nositi naprodaj, ampak ker jaz poznam, je večji del teh ukrajinskih naravnih bogastev ravno v delu, ki ga ima okupirana Rusija. Tako da tukaj bo on mogel skleniti nek deal z Putinom. A veste, o tem, da zdaj Američani najnovejše sta zanimivi dve stvari. Ne. Pred kratkim je pravzaprav Ukrajina znižala
starostno mejo vpoklica vojaka. Oni so imeli 35 let, zastopte, ne. Zdaj so verjetno pod ameriškim pritiskom znižali na 24 let. Američani jih vpokličajo pri 17-18 letih. Druga stvar je, ne, da potem Zelenski pravi, ja, mi se hočemo boriti. Lejte, 700,000 vojaških obveznikov je že zdavnaj pobegnilo na Poljsko, ne. In druga stvar je, veste, zdaj, ne, zakaj Američani pritiskajo na volitve v Ukrajini. Zelenski se upira. Zadnjo podpora javnega mnenja Zelenskega je bila 17%. Zelenski ve, da bo izgubil na volitvah in to je tudi že znano, da Američani seveda iščejo. No, naprimer, zdaj sem videl, je Kennedy je prvič pravzaprav obelodanil tudi to, da je prejšnja ameriška administracija porabila $5 milijard, da so vrgli legitimno izvoljenega predsednika Janukoviča, ki je bil sicer proruski, ne, ampak to je prvič, da je prišlo v javnost. Je pa res, da se moramo povedati, da se Kennedyjev sin bori na strani ameriških enot v Ukrajini, ne, se pravi, Američani podpirajo Ukrajino tudi s svojimi inštruktorji, vojaki, ne samo z orožjem, tako da, če se to ustavi, seveda bo Ukrajina prisiljena podpisati sporazum in jasno, da ne, spomnimo se pred kratkim, pol leta nazaj je Ukrajina organizirala neka mirovna pogajanja brez Rusije, mislim, take neumnosti še nisem videl, ne, ampak in tu je jasno, to bo, torej jaz se spomnim prvi dan, ko so ruske čete vdrle v Ukrajino, se rekel, to bo nov zamrzani konflikt, tako kot je v Moldaviji, tako kot je v Gruziji, kajti, lejte, Rusije na ruski meji ni mogoče premagati. In spet se je pokazala ta fantastična, bi rekel, sposobnost Rusije, da so v zelo kratkem času svoje gospodarstvo vrgli povsem na vojno ekonomijo. Vi morate vedeti, da je razmerje med oborožitveno industrijo, bi rekel, tanki, oklepniki, municijo, zlasti granata, mislim, za 145 mm, med Rusijo in celotnim NATO-om in 55 državami, ki podpirajo Ukrajino, 5-1 v korist Rusije. Se pravi, Rusije zaenkrat vojaško ni mogoče poraziti, da ne govorijo pa seveda o nekih atomskih možnostih. No, to bi tudi še navezal, ne, ko govorimo o Evropi, kje so možni še preboji. Res je, vsi zdaj govorijo, da bi dvignili stopnjo vplačevanja v NATO, ne samo na 2 oziroma na 3, na 2 še zdaj nismo vsi, ne, ampak kar 3,5, morda 4, govorimo o milijardah. In zdaj me kot, ne vem, nekoga, ki pa imam vendarle, upam, še nekaj življenja pred sabo, zanima, a je to ta smer, ki daje ne zgolj gospodarski razvoj, je to tisto, kar Evropa lahko dvigne, da bomo pa, ne vem, investirali milijarde in milijarde v obrambo. Pustimo zdaj ta varnostni vidik, kjer nam vsi govorijo, to je pomembno, morate razumeti, da to moramo imeti, ampak težko razumem, da smo po vseh investicijah v umetno inteligenco, ne vem, zeleno energijo, vse stvari zdaj kar naenkrat znova pri milijardah za obrambo. Ja, sej to je Trumpova taktika, da začnemo razmišljati o tem z namenom, da seveda iz njegovega zornega kota krepimo industrijo v Ameriki. Ne? Spomnite se recimo primera Airbusa in skratka, logika je tukaj jasna. Ne? Zdaj, kako bo Evropa odreagirala? Res je, orožarska industrija ima velik multiplikator, to pomeni zelo veliko dobaviteljskih verig je prepletenih in tudi to poslovanje je običajno uspešno, učinkovito poslovanje, zelo jasno načrtano, ne, ciljno. V tem smislu, poslovnem smislu, ne, seveda delujoče. Ampak, ne, ali si to Evropa res želi? Jaz mislim, da bi bilo pomembno, da Evropa zelo jasno sama pri sebi pove, da želi biti miroljubna, dolgoročno demokratična in seveda tudi prijazna do človeka, kar pomeni, da miri potem in da skuša doprinesti vsem tem, bi rekla, vojnim in drugim razmeram v svetu, ne na način, ne, da krepimo vsi skupaj orožarsko industrijo, ampak na način, da krepimo znanje, razvoj in dobro za človeka. Zdaj sliši se morda naivno, ne, ampak jaz mislim, da je to že v osnovi logika Evrope kot take, ne. Na nek način smo sestavljenka, ampak prav to nas povezuje in drži skupaj. In to bi lahko bil tudi ključni bojen odgovor nazaj. Da pa seveda bo vsako podjetje, ki ima poslovni interes, stopilo tudi v ta segment, je razumljivo. Ne. Me pa je morda še bolj zaskrbelo v celi sliki to, zaskrbelo, da je zdaj Alphabet sprostil tudi ta etični domet, kje in na kakšen način se lahko razvija umetna inteligenca, ne? In očitno, ne, če bojo šli
seveda ti koraki naprej, bo to možno tudi v orožarski industriji, torej v razvoju vseh, da ne rečem, podstati, ne, za ta del. Ne. Zdaj ste mi dali, To je pa potem že sestavljanka, ki pa lahko rečemo, ne, da je bolj nevarna. Ja. Tako, ja. Zdaj ste mi dali kar en dober uvod. Zelo težke izzive. Ja. Bom zdaj skočil pa na tisto, kar sem na začetku dejal, da moramo seveda pokomentirati tudi te Trumpove še ene izjave megalomastične, a ne, o tem, kako bi on preselil v Egipt pa v Jordanijo prebivalce Gaze, Palestince. No, tam je, to pa sem tudi sam prebral, Izrael že uporabljal kar veliko umetne inteligence in orožja, ki ga je pravzaprav vodila umetna inteligenca, ampak da se vrnem nazaj, Donald Trump je gradbinec. On je v New Yorku zgradil velike stavbe in on zdaj te načrte za Gazo razlaga tako, kot da je to zdaj nek prostor, kjer bi gradil. Če samo uskočiš, ne, se Ukrajina enako bo potrebovala obnovo, a ne, to so vse pravzaprav taki New Deal, ne, pogled. Marshallov načrt številka 2, ne. Ima Trump v videnju, ne, to je diafazon, ki v tem trenutku deluje, ne, in seveda sestavljenka vsega tega, ne, daje eno zelo povezano in celovito sliko. A je to, se pravi, ta njegov načrt, s katerim se zdaj tam v Arabski ligi arabske države ukvarjajo, predvsem, da res ne bi kakšen Palestinec zapustil Gazo, ker vemo, da seveda nikoli se tja več ne bo vrnil. Sami ste omenili njegov zet, ne, Jared Kushner, on je na Zahodnem bregu, ki je uradno po mednarodnem pravu del Palestine, ne, je praktično že gradil, če se ne motim, in je že nekoč napovedoval, da bi na teh plažah Gaze gradil tudi hotele. Ampak a je to, da znova nekaj reče, zdaj se bodo pa morali, ne vem kdo, uradna oblast Palestincev, ki seveda nima nobene moči, pa arabske države ukvarjati s tem, kako rešiti porušeno Gazo, ker ta pa je res neprimerna za življenje in Izraelci zagotovo ne bodo obnavljali. Ne. Tam imamo tudi ministra, ki je skrajno desen, ki je dejal, da je to seveda odlična ideja. Pa tudi to smo že prej slišali. A ne. Ja, no, samo 2 besede o odstotkih. Glejte, torej bistveno za Evropo seveda je ob vsem teh lepih napovedih, če bi se vojna v Ukrajini končala, ne, in pa se bo varnostna grožnja zmanjšala. Torej, lejte, Amerika daje 3,5% za obrambo. Izrael je od leta 1948 bil v vojni vsake 4 leta in on daje 7%. Se pravi, za Evropo je 2% maksimum, ampak to je pa seveda res, ne. Evropa, večji del varnosti Evrope zagotavlja NATO in največji delničar NATO je Amerika, tako da tukaj ima Trump dela prav. Bistveno je, da se varnostne razmere v Evropi izboljšajo, torej zlasti, da je konec vojne v Ukrajini. Upajmo, da jo bo Trump v dogovoru s Putinom končal. Kar se tiče Bližnjega vzhoda, to je nek čeber, ki zaenkrat ne kaže. Tukaj je Iran, tukaj je Izrael, tukaj je Hamas, Hezbolah, Sirija. Ne. Zdaj, kar se tiče te najnovejše Trumpove kolonialne ideje o zasedbi Gaze in velikem gradbišču, seveda je ta njegova ideja v dogovoru z Netanjahujem, torej skrajnim izraelskim desničarjem, ki seveda je pa treba nekaj vedeti. Ne. Veste, Izrael je teh par milijonov, ne, tam je, morate vedeti, v Izrael, ne, tega ljudje ne vejo, ne, praktično vso zemlja v Izraelu je v lasti Palestincev, veste, Židje vsi živijo v mestih, ne, v Izraelu teh 7 milijonov, 6 milijonov ljudi je par milijonov Palestincev, mi govorimo o parih milijonih Židov, ki jih obkroža 100 milijonov Arabcev, tako da ta strah, ne, Izrael se je deloma upravičen in seveda tudi ta napad Hamasa, ki ga je ukazal Teheran, ne. Zakaj? Zato, ker je pravzaprav Jared Kushner s tistimi sporazumi začel neko preurejanje Bližnjega vzhoda, ki bi dejansko bilo lahko kapitalno, in sicer gre za povezovanje ključnih zalivskih držav z Izraelom. 3 so podpisale sporazum, Katar, Združeni arabski emirati in tudi Maroko. Pri tem sporazumu je bistveno ne to, sodelovanje Izraela in teh držav, bogatih zalivskih držav, ampak bistveno je to, da v teh sporazumih ni bila predvidena palestinska država. In Trump, morate vedeti, kaj pravi Trump.
Trump ne govori o palestinski državi, ampak pravi, Palestincem bom izplačal $500 milijard, pa naj gredo kamor hočejo. Prav, to je ta ideja o novi Gazi, ki jo seveda Palestinci ne bodo sprejeli. Zdaj pa, kaj pa je problem Palestincev? Veste, jaz sem bil dosti v Libanonu in Jordaniji. To sta dve državi, ki so jih Palestinci uničili. Veste, Libanon v 70-ih, 80-ih letih je bil meka zahoda, vsi so tako hodili zabavati. Ko so prišli Palestinci, so zasedli jug Libanona, zasedli so prestolnico in praktično sprožili državljanstvo. Enako je bilo v Jordaniji. Zakaj je Jordanija izdala popolno prepoved vstopa enega Palestinca? Je zato, ker se jih bojijo, in seveda druge države arabske to vedo in jih nihče noče sprejeti, v prvi vrsti tudi ne Saudska Arabija. Ampak seveda zdaj Saudska Arabija z tem Mohamedom bin Salmanom, ki je v bistvu en tak, bi rekel, jaz mislim, napreden možakar, in on bi to podpisal, ampak seveda zaradi ljudi ne more. Ona zdaj formalno še vedno vztraja na tem, da je palestinska država nujna. Glejte, jaz si tudi v teh pogajanjih, kot so talci, to je Izrael tukaj ima zvezane roke. On mora, kot demokratična država, mora delati na tem, da se jih spusti. Ampak glejte, ko bo Hamas izročil preostale talce. Vi morate povedati, da je Izrael je podpisal z Ameriko sporazum, kjer je obnova vojne možna, če Palestinci niso resni. A veste, ti lahko to pri vsaki potezi rečeš, torej jaz predvidevam, da če bojo čim več talcev dubl, zdaj, ki približno 60-70, še živi, bo Izrael dokončal obračun s Hamasom. Kajti on si ne more privoščiti v sosednji državi, meja je velika med Gazo in Izraelom, režima, ki lahko praktično vsak trenutek napade Izrael. Tako da obračun s Hamasom je nujen in tako da v tem kotlu bo še kar dolgo časa. Vrelo in seveda tu je ključno vprašanje tukaj pa je seveda atomsko orožje v Iranu. Morate vedeti, da Iran sedaj dokončuje nove jedrske laboratorije, ki niso samo 50 metrov pod zemljo, ki jih zaenkrat tiste najboljše ameriške podzemne bombe lahko dosežejo, ampak sedaj gradi laboratorij pod goro. In po to goro je pa vprašanje, če se bo dalo uničiti. In tudi zdaj so domneve, za razliko od prvega Trumpovega mandata, da je Iran v zelo kratkem času sposoben izdelati 10 jedrskih bomb. Takrat je bil eno, zdaj jih je že 10. Tako da Iran je seveda velika nevarnost, ki se jo zaveda Izrael, ki se jo zaveda ZDA in tukaj ZDA bo seveda morala vstopiti. In seveda, kaj zahteva Izrael? Izrael zahteva, da če bi napadel Iran, da mora pri tem sodelovati tudi Amerika. Tako da tu je velika nevarnost, da bo Trump, jaz verjamem, da hoče biti mirovnik, ampak če se bo vpletel v vojno z Iranom, je to zelo nepredvidljiva situacija. Pa da se vrnemo nazaj domov, pa tudi počasi zaključimo. Zdaj lahko rečemo, da Evropska komisija je sestavljena, ali deluje ali ne, je nekaj drugega, kajti da bi že prav videli kakšne premike, a ne, jih nažalost res še ne. Vemo, s čim se spopada naše gospodarstvo doma. Dobro, gospodarstvo se zdaj ukvarja z omrežninami, skrbi nas, kaj bo prinesla trgovinska vojna. Kaj nam kaže, morda zdaj smo v februarju stopili tja do poletja? Kaj so tiste stvari, ki jih moramo pričakovati? Jaz bi najprej povedala, da Evropa mora biti zdaj v tej situaciji zelo odločna. Komisija je sestavljena, ampak zdaj pa to prvi resen, lahko rečemo, kar geostrateški test. Verifikacija tega, kdo in kaj je Evropa. Nobene prijaznosti ni potrebno v smislu, da zdaj pa seveda moramo biti odprti in spet do vseh, bi rekla, darežljivi, nasprotno. Evropa mora zdaj zaščititi sebe, zato da bo lahko rasla in s tem seveda to močno tudi vpliva na Slovenijo, kajti mi smo izjemno odvisni v teh izvoznih in dobaviteljskih verigah od številnih partnerjev doma in po svetu. In če se te carine zdaj dogodijo, oziroma če vsi ti, bi rekla, vse te grožnje na nek način udejanijo, Nemčija, Francija, Italija bodo zelo, zelo na udaru. In kdo je posledično na udaru? Seveda tudi naša podjetja. Zato je ta moment ključen, odločnost, jasnost in hkrati
politično strateška modrost Evrope je zdaj res na testu, bi lahko rekli. Sicer pa z vidika slovenskega gospodarstva kaže, da imamo neko, bi rekla, eno zmerno napoved, rasti, da seveda se ukvarjamo z ukrepi vlade oziroma agencij in podobno, ampak jaz mislim, da je v osrčju zdaj naše slovensko gospodarstvo, predvsem v malih in srednjih podjetjih, zelo, zelo zdravo. Mi smo očistili iz preteklosti vse tiste kapitalske zaveze, ki so bremenile, velika podjetja se navezujejo, imamo primer velikih investicij, imamo velik pomen prepoznavanja znanja v Sloveniji. In zdaj, če bi znali to vse podpreti naprej, z debirokratizacijo, z jasnostjo, kaj poslovno okolje je, kaj lahko investitor pričakuje v tem poslovnem okolju, sem prepričana, da bi bilo tudi investicij in vstopov zdravega kapitala mnogo več. In tukaj si želim, da bi vlada hitreje, močneje in predvsem bolj odločneje sprejemala to odprtost in zaupala. Mi veliko krat pišemo te, bi rekla, regulative samo iz razloga nekih izjem. Ne, začnimo si zaupati in tudi jaz upam, da lahko zaupamo zdaj vrhnim odločevalcem Evrope, da se bodo znali postaviti za Evropo in s tem seveda tudi za nas. Ja, hvala, da ste prišla. Ravno zato sem želel ta krog vzpostaviti, da vidimo stvari, ki se dogajajo izven Evrope in jih znamo nekako pretvoriti v to, kaj to pomeni za nas. Hvala za vse odgovore, kar veliko smo izvedeli, verjamem. Do naslednjič. Hvala za vabilo. Hvala. Ja, vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami. Verjamem, da je ta vpogled v ozadje vsega dogajanja, o tem, kaj potem zjutraj v časopisih ali na spletnih straneh ali v poročilih vidimo in preberemo, vendarle koristen, da bomo lažje razumeli, kaj se dogaja ali pa kaj nas čaka. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.